Dobrodošli nazaj v oddaji ta teden, to je rubrika Vis-a-vis, z menoj pa nocoj, navkljub svojim letom, že legendarni Žan Serčič, pozdravljen. Hvala, Jure. Dobrodošel. Hvala, vesel sem, da... Iskreno mislim. Enako jaz. Iskreno mislim. Že v mailu sem ti napisal par dni nazaj, da se veselim, da se srečava. Enako. Ker si mi izjemen človek in zelo sposoben. Zelo prijazno. In na en način si genialc. Zelo prijazno. Vis-a-vis si prišel, tu je na meni, da tebe hvalim. Tako da bom jaz ne rabimo se, mislim, lahko se hvalimo tudi en drugega, ne? Izkazujemo se spoštovanje. Tako, to je en del spoštovanja. Ne? Moško spoštovanje. Bravo. Dobrodošel. Hvala. Se dobro počutiš? Ti si bolj vajen svetlečih odrov? Dobro se počutim s tabo, tukaj v tej sobi, pa moram reči, da je tako, kot da me boš zaslišal. Tako, ja, pa ni. Črno, belo. Črno in, bi rekel, nobenih luči in nobenih distrakcij ni. Ja, po eni strani je pa to tudi dobro. Ja. Jaz se rad pogovarjam ena na ena, skoncentrirano. Tako kot se... In nimam rad distrakcij. A veš, da tudi jaz, ampak nisem navajen v studijih na televiziji. Aha, ja. Jaz pa samo v studijih. Na pijače ne hodim. Dobro, vidiš. Da se lahko hitro zalomi kaj na pijači. Kaj recimo? Ja, no. Da prijem čez 2 dni domov. Se jaz sem Štajerske, veš, kot da. Veš, o čem govorim. O čem govoriš. Ja. Povej, kaj se kaj dogaja s teboj v tem trenutku, s čim se ukvarjaš, kaj imaš v pečici, mikrovalovni. Koliko me človek vpraša, kaj se dogaja, toliko stvari dogaja, sploh to verjetno sam veš, ker si kreativen človek, da delaš ene projekte, razmišljaš o naslednjih projektih in vidiš, hkrati že razmišljaš o projektih čez 2 leti, 3 leta, ampak da se osredotočimo na zdaj. Ko ti rečeš projekt, se skoncentriraš en projekt, drug projekt, tretji projekt, kaj konkretno misliš s tem? Turneja, nov komad, nov spot? Super si omenil. Turneja, nov album recimo, to je en projekt, pa recimo nov videospot, to je spet en majhen delček mozaika tega projekta, ki je album. In to so vse neke stvari, ki nekako usporedno kot glasbeniku tečejo, ne? Zato, ker ena stvar ima z drugo stvarjo pomen in povezavo, ne? Se pravi, za samo turnejo je dobro, da gre nek komad usporedno in recimo letos na nek način praznujem 15 let karijere. Čestitke. Hvala. Kar mi je itak, če tako pomislim zdaj, ne, 30 sem bil star, se pravi, pol življenja svojega sem nekako preživel v svetu zabave, v tem, da se profesionalno s tem ukvarjam in pri 15 letih sem se začel profesionalno s tem ukvarjati in dobesedno sem nekako odrastel pred ekrani. In kar mi je lepo videti danes, je to, da je moja publika tudi z mano odraščala, rastla, se spremenila, se razširila in nekako ta turneja 15 let navdiha, ki smo odprli v Cankarjevem domu, sem jo hotel ovekovečiti na ta način, da smo jo posneli in da sem naredil moj drugi live album. Ne. In to je ta, v bistvu, live album je nekaj, se mi zdi, en format, ki je malo šel v pozabo nekaj časa zdaj, ampak tako, ko vidim tudi malo moje kolege glasbenike, kar nekaj teh live albumov vseeno zdaj prišlo tudi v Sloveniji in to je meni nekaj, kar me zelo navdihuje in kaj zelo rad naredim, prvič zato, ker publika, ki je bila tam, lahko to podoživlja in drugič v tej dobi AI-ja in vsega, ki zdaj prihaja, umetne inteligence in glasbe, ki se dela z njo, je to ena stvar, ki je ne moreš narediti, sfejkati. Pa tudi je zdaj, kako bi rekel, odvisno od tega, za kakšen band oziroma za kakšnega izvajalca gre, ker lahko imaš ti ene izvajalce, ki imajo res ekstenzivno obdelan komad v studiu in potem poslušaš live album in je, kaj je pa to? ABBA, lep primer. Če si poslušal live from Wembley ali ne vem iz kje. Tega konkretno nisem. No? Je ful razlika? To je tako, kot bi rekel, kaj so pa to ene karaoke zdaj? Kdo pa to zdaj tu ABBO izvaja, ne? Pa so oni bili res, ker je tako studijsko ekstenzivno obdelan komad, ne? ABBA je fenomen v tem smislu, ker so oni v tistem času so začeli ful eksperimentirati z večkanalnim snemanjem. Tako. In so snemali in to ni šans, da ti v živo poustvariš, ne? Ampak to ni primer pri tebi, ti si naravno glasbenik, ti si začel... Je in ni. Glasbenik, no.
Je in nikoli ne more stvar, sploh v današnji pop produkciji, zveneti enako. Absolutno. Ampak moram pa reči, da sem vesel, ker smo se letos mogoče najbliže temu približali, zato ker sem prišel za 15-člansko zasedbo v Cankarjev dom in to se pa zdaj že da, ne, 3 kitare, bas, percussion, boben, godalni kvartet in to doda fulene muzike. Vem, da si tudi sam študiral glasbo in je to en tak klasičen element, ful doda ene dimenzije, ne, v glasbo. Si zadovoljen z izdelkom končnim? Sem, bom rekel, da vedno, oziroma sam pri sebi sem tak človek, da sem recimo ponosen sem na to, kaj smo ustvarili skupaj. Vedno pa najdem neke stvari, kjer je lahko še boljše, ne. Tako da sem težko zadovoljen. Perfekcionist. Bi si rekel perfekcionist? Ne, rad se k temu poslužujem, oziroma te besede, ker perfekcija ne obstaja, ne. Na neki točki se moraš odločiti, to je komad, tako zveni zdaj, perfekten je takšen, kot je in ga daš ven, ne. Ampak je fajn pa, da si samokritičen, pa da analiziraš in s tem rasteš, ne. Ker zmeraj en, ki bo prišel do tebe pa rekel, jaz bi pa to drugačno naredil. To je pa druga stvar, ne, veš, to so pa... To so zmeraj te ljudje. Sam to je dobra stvar, recimo, če najdeš neke ljudi, ki ti to povejo. Sem vesel, da sem obkrožen s takimi ljudmi, katerih mnenje jemljem kot kompetentno. Potem je itak na umetniku, da mora imeti svojo hrbtenico in narediti tako, kot on misli in kot on ve, da je prav. Pa tudi, če se izkaže na koncu čez nekaj časa, da mogoče ni bilo tako najboljše, ampak vsaj stoji za tem, ne. To je naloga vsakega, po moje, ki ustvarja nekaj svojega. Zdaj, v Ameriki je znan pojav tako imenovanih otroških igralcev, tako imenovanih child actors, oziroma ali pa child musicians, ki se začnejo zelo zgodaj ukvarjati z glasbo, ali pa z igro, in imajo največkrat slabe izkušnje tekom življenja, če v tem ostanejo. Kako bi ti rekel, glede na to, da si se zelo zgodaj začel ukvarjati profesionalno z glasbo, kako bi ti pogledal celotno to karierno izkušnjo? Bi rekel, da je bila dobra, ali bi rekel, da je bila slaba, ali bi rekel, da je bila polna lekcij, ki si jih doživel, pa jih nisi pričakoval? Vesel sem, da nisem pri 15 letih začel v Ameriki. Da sem vseeno začel v prostoru, kjer to ni tako masovno predstavljeno in kjer recimo, če bi verjetno pri 15 letih doživel to slavo, ki sem imel takrat, v Ameriki bi imel turnejo na turnejo na turnejo, koncert na koncert na koncert in to je hkrati nekaj lepega, dobrega, profesionalno, ampak hkrati ena teža, ki jo 15-letni otrok ali pa še mlajši v nekih primerih, kot si jih ti omenil prej, težko nosi. Zato, ker je prvič stvar identitete, neizdelana identiteta je nekaj, kar je mene, bom rekel, kaj je meni bilo zelo težko, ko sem vstopil v ta svet, ker je bila ena identiteta mene predstavljena. Na naslovnicah revij, na televiziji, na radiju. Ali je bilo to narejeno mimo tvojega, ne bom rekel privoljenja, ampak mimo tvojega strinjanja, v smislu, to pa nisem jaz? Mogoče jaz nisem niti vedel, kaj jaz sem pri 15 in je pač neka identiteta bila name potem dana. Dobro. In potem kot človek, ne vem, je star 16, 17, 18, to so leta, ki se drastično spreminjaš, drastično mogoče neke poglede tudi spreminjaš iz leta v leto. Bom rekel, zame je največja lekcija, tako ko si me prej vprašal, je bilo slabo ali dobro, težko je ovrednotiti. Ni bilo slabo, glede na to, da sem v tem ostal in glede na to, da se s tem ukvarjam, sem samo mogel, sem rabil nekaj časa, da sem sprejel nekaj dejstev, da moje življenje zdaj ni več isto, kot je bilo prej. In mogoče bi si želel pri 15, da bi me kdo na to pripravil. In mislim, da je to glavni ta moment, ki doživijo tudi igralci ali pa otroci, ker je to kot težko za razumeti. Od jutri naprej ni več isto zate. Nimaš več privatnosti, nimaš več zasebnosti. Ljudje, ko te vidijo, vsak drugače reagira, nekateri so spoštljivi, nekateri te mogoče vidijo in jemljajo kot eno javno lastnino. In
ne vidijo tvojega osebnega prostora, niti ne vidijo tega, da bi ti imel neko voljo, izbiro. Verjetno tudi sam veš, saj si tudi sam v tem. Enkrat postaneš last javnosti, za katero nastopaš. Oziroma za katero delaš. Tako. In to je bil meni najtežji del za sprejeti, ker sem tudi zelo introvertiran fant bil in mi je bilo takrat malo težko. Zaradi vse te pozornosti. Zaradi vse te pozornosti. In hkrati, ko nek človek mogoče z nekimi svojimi frustracijami se takrat bojuje, ima skozi občutek, da ga bo razkrinkal. Da ni to, kaj ljudje mislijo, da je v resnici. Imposter sindrom. Se pravi, da ne iskren v Ja. Na nek način, ja. In potem, kdaj si pa potem rekel, ok, to sem pa zdaj jaz, to je pa moj lik, Žan Serčič, to sem pa jaz. Kdaj je bilo to? Ni bilo tako, da bi rekel, no, to sem pa zdaj jaz, ampak je bila dolgotrajna pot grajenja tega. Ko sem, najprej sem se umaknil za 1 leto, tam med 19. in 20. letom mojim. Se pravi, iz nastopanja iz javnega? Iz delanja pesmi, izdajanja pesmi iz javnosti, iz koncertiranja. Zamenjal sem eno ekipo, s katero sem prej delal in sem v bistvu začel delati sam. In sem takrat naredil en album v samozaložništvu in vlastni produkciji in točno tako, kot sem si jaz zamislil. In to je trajalo 2 leti, ta pot, zato sem rekel, da ni bilo to neka odločitev, ampak to iskanje sebe skozi ta album. In ta album je moj daleč najmanj komercialno uspešen album, ampak je najbolj uspešen v smislu tega, da sem jaz tega Žana Serčiča, katerega sem si jaz želel ustvaril. In mislim, da je to bila najbolj pomemben korak do tega, kje sem danes. Ta album, sprav to leto? To obdobje, ja. To obdobje. Kako je pa izgledalo tvoje življenje takrat, ko si ustvaril ta album? Kaj si bil, rekel si, da nisi bil v javnosti, potem si nastopil, a si bil tudi izoliran? Mogoče. Socialno izoliran, to sem si sam naredil, to sem se nekako sam odločil, oziroma ni bilo to niti načrtno, ampak sem se nekako, glede na to, v kakih okoliščinah sem pač tudi odraščal, oziroma smo tudi bili, takrat sem živel sam z mamo, tudi nismo imela dost nekako financ, moja mama je delala 2 službi takrat. Jaz sem takrat učil v glasbeni šoli in ves čas, ko nisem učil, sem namenil temu, da ustvarjam album. In vse finance, ki sem imel, sem namenil temu, da ustvarjam album. Večkrat sem se znašel brez centa. V avtu nisem vedel, da bom prišel domov, ker nisem imel za benzin. In to je bilo eno obdobje, ki me je naredilo. In tudi recimo, takrat sem imel srečo, ker sem spoznal enega človeka, ki je hkrati z mano šel čez to obdobje in se je nekako gradil ponovno. In to je Peter, ki je bil takrat koproducent mojega albuma, starejši od mene 15 let in je imel tudi več izkušenj z delanjem tega. In sva nekako oba gradila počasi sebe nazaj skozi to. In takrat zame ni bilo v glavi druge izbire kot to. Make it or break it, kot rečete. Ja, na nek način. Ogromen nek pressure je bil okrog tega, da nimam izbire in zdaj ne gledam več tako, ampak se mi je zdelo, da tisto obdobje je bilo pa to nujno zame. Transformativno. Ja. Kdaj si pa začel ustvarjati za druge glasbenike? Ker ne more se vsak pohvaliti, da dela za Modrijane, za Plestenjaka in tako. Ja. Je to iz tistega časa izviralo? To je nekako samo prišlo iz tega, ker sem takrat posvetil, tako kot sem rekel, praktično ves ostali čas. Recimo, če sem 6 ur učil v glasbeni šoli, sem 10 ur posvetil temu, da sem se izboljševal kot producent in glasbenik, ker me tudi tako to zanimalo in ta moja strast bila. In sem nekako ta svoj zvok skozi svoje komade pripeljal do te točke in do tega nivoja, da so drugi glasbeniki na glasbeni sceni začeli to opažati. In so rekli, jaz pa želim delček tega, kar ti znaš pričarati v komadu, v svojem komadu. In se je čisto spontano to zgodilo. Nikoli nisem jaz
niti razmišljal o tem, da bi jaz bil producent za druge, dokler nisem to postal. In šele potem sem se nekako s to vlogo spoznal in biti producent je zelo težka vloga, katere čevlje zelo, bom rekel, težko je stopiti v te čevlje, sploh pri teh letih, pri kateri sem jaz bil in recimo danes gledam čisto drugače na to vlogo. Eno zrelost verjetno moraš tudi tukaj imeti, glede na to, da delaš za nekoga drugega, moraš poznati, za koga delaš in tako. Ja, to je meni bilo iz tega vidika, ker sem vedno sebe probal poslušati tudi kot songwriterja. Kaj je to, kaj Žan hoče povedati in kako bomo to zdaj transformirali v pesem, da bo to jasno razumljivo vsem, ki to poslušajo. To je glavni namen producenta. Producent mora to zelo štekati. In tako sem nekako to transformiral tudi nekako za druge izvajalce. A je princip ustvarjanja drugačen, ko pišeš zase ali če pišeš za nekoga drugega? Princip je isti, ampak pač isti proces se nekako zgodi. Pri tem, če pišem zase, nekako pogledam vase in svoje izkušnje. Če pa pišem za drugega, pa nekako moram spoznati človeka na drugi strani. S čim on dela, kaj ima on za povedati. To me je vedno nekako intrigiralo, da sem napisal eno pesem, ki je v bistvu sem jaz svoj skill songwritinga uporabil skozi njega. In da se potem ta človek, ko je prebral to pesem, rekel, ja, to jaz mislim, to jaz čutim. Ker se to mislim, da tudi prenese čez mikrofon, čez performance, čez pesem in pesem ima en drug naboj, kot če vzameš iz predala, ja, ti je všeč to ali to. Spremeni ime. Razumem. Deva se zdi še ustaviti za moment pri tvoji publiki. To me tako fascinira pri vseh artistih, pri vseh umetnikih, ki imate, tukaj piše 75% ženske publike. Dobro, jaz imam 90% ženske publike, sam sem vse čez 80. Ti imaš pa tretjino najstnic, tretjino tistih vmes, pa tretjino, recimo, zrelih žensk od 35 naprej. To pa je podrobna statistika. Je to, ja, tu imam researcherje, ki delajo, ki cele dneve samo tvojo publiko računajo. Pa me zanima, ali je bilo to od samega začetka tako in kako to, zakaj misliš, da tvoja muzika enako uspeva pri eni najstnici ali pa pri zreli ženski 35+? Ne bom rekel, da in trdil, da vem popolnoma in zagotovo zakaj. Bom rekel sam neko moje mogoče videnje tega ali pa predstavo tega. Ko sem začenjal, so seveda bile punce mlajše in je moja publika bila dosti mlajša. In nekako ni bilo teh zrelih žensk ali pa zrele publike, zrelejše publike. Tudi moških praktično v bistvu včasih ni bilo, zdaj jih je. Zdaj jih je nekaj, pa vedno več jih je. Ampak mislim, da je to odraz pisanja pesmi, sporočilnosti in globine pesmi. In to je odraz tega, kako je človek sam pri sebi mogoče zrel ali pa globok in zna to izraziti. To mi je meni tudi recimo pri glasbi fascinantno, ker nima nekega... Dobra glasba nima časovnega okvirja, nima zdaj let, za koga bi to bilo. Če se te dotakne, se te enostavno dotakne. In te ne zanima, kdo je to napisal, zanima te samo, iz katerega prostora je to prišlo, ker se to podzavestno tebe nekje dotakne. In ne vem, mogoče to izvira iz tega, jaz sem recimo, tako sem že prej omenil, odraščal svojo mamo in sem nekako to pot njeno, to odraslost zrele ženske pobliže spoznal in jo razumel in se lahko s temi občutki poistovetim, ki mislim, da potem se nekako zaznajo v mojih pesmih in da se lahko potem več generacij s tem poistoveti. Mislim, da vsaka generacija po svoje dojema moje pesmi. Imaš po koncertih probleme s fenicami? Se ti meče, jih moraš z unim loparčkom za muhe odganjati? Ne, nimam problemov. Če se je to par let nazaj zgodilo, da sem kdaj mogel laufati, pa se je kak kombi skrit. Ampak tega ni
ni več na srečo, ker so pač tako okoliščine, so tudi drugačne zdaj na mojih koncertih, je bolj pod kontrolo. Tudi moja publika je zelo spoštljiva postala v zadnjih letih. Tudi jaz, mislim, imam momente in fascinantno mi je, veš, tega se recimo, mislim, da se ne bom nikoli navadil tega in sem izredno hvaležen za te momente, ki jih imam, da po koncertu vidim recimo, ali je to mlada punca, ali je to zrelejša punca, da me vidi in se zjoče. Okay. In se objameva in reče hvala. In se tako, težko je to dojeti, ne, da kaj sem zdaj jaz naredil, ne. V bistvu sem samo bil jaz, pa pel svoje pesmi, ampak to se je očitno dotaknilo nje nekje. In to ti verjetno da vedeti, da se ukvarja življenju s tem, za kar si bil poslan. Jaz mislim, da je. Jaz verjamem v to, ja. Ja. Da je to neko moje poslanstvo, da je en mali delček tega je talent, ostalo je pa vztrajanje, volja, trdo delo. Trdo delo. To tudi sam veš, ne? Ja. Za vsako stvar. To smo si v življenju odločili. Jaz sem to srečo, da ne bežim pred fenicami, ker 80 plus niso več okretne. Ne morejo več laufati. Tako da, Žan, najlepša hvala, da si vzel čas. Jure, hvala tebi in evo, vabljen, da vidiš enkrat to na kakšnem koncertu. V petek smo v Križankah. Super. Ali pa na kakšnem drugem koncertu. Še imamo do konca leta kar nekaj koncertov. Odlično. Na turneji. Odlično. Vso srečo še naprej. Hvala ti. Tako, enako tebi in uspešno, kreativno. Pri zasebnem življenju kot poslov. Pa upam, da še kaj prideš. Z veseljem. Da še kakšno rečemo. Z veseljem. Kaj spijemo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno.